Ja, zdaj se malo boljš počutim, Jasmina, ker sem rekla, da nisem debela, da sem sama malo napihnjena in da ta problem pa lahko rešim, ne? Nisem ti tega rekla. Ne. Ampak si me tako malo potolažila, ne, že to je samo napihnjenost. 80% Slovencev se s tem sooča vsaj 2-krat mesečno, zdaj mi je malo lažje, ja. Danes je tak dan. Danes je tak dan. Zdaj pa povej mi, glede na to, da ti seveda spremljaš vse vrste simptomov in težav, ki jih ljudje redno torej imamo in se z njimi soočamo, tale je ena izmed taka, ki praviš, da je hitro rešljiva. Ja, je. Dejansko se v 24 urah lahko znebimo napihnjenosti. Pa lahko hitro še enkrat snemamo. Ja, kar pomeni, da lahko rešimo zadevo zelo hitro, ampak da se nam ne ponavlja vsakič, ko pojemo nekaj, kar ni ustreznega. Krofi, pač ne. No, recimo. Pa seveda moramo kaj več narediti, v tem smislu, kakšen remont črevesja v tem smislu, ampak ja, veš, sploh, ko se začenja ta sezona kopalk, pa tak naprej, včasih ugotovimo, da niso tukaj maščobne blazinice problem, kakor dejansko ta konstantna napihnjenost. In zdaj, s čim bomo to reševali? Absolutno z vodo. Voda je ena taka osnova in vodo potrebujemo zaradi tega, da se zadeve tudi sperejo. Nasploh se moramo zavedati, da napihnjenost in pa slaba delujoča limfa ni tukaj čisto korelacije. Nekateri niso napihnjeni, ampak so natečeni, zatečeni, se jim voda nabira v telesu. Ženske to občutimo ponavadi, ko smo noseče, ne? Ja, in v tem primeru je treba spodbuditi limfo. Limfo pa spodbudimo z guašo, z tem česanjem. Suhim? Ja, suhim krtačenjem tudi, ker limfa ni globoko, limfa je čist pod kožo dejansko. In pa potem so tukaj še določeni limfni kanali, ki jih lahko odpremo, zato da gre. Ljudem, ki so zatečeni, natečeni, izključno priporočam mineralne kapljice, pa veliko vode, ker bo to uredilo ogromno zadev. In pa te stroji za limfno drenažo niso v redu, če si prej ne odpreš kanale. Torej najprej ročno pohendla. Zdaj sva dale torej čist natečenost. Natečenost, je še ena težava, ampak ne, pri napihnjenosti sva, samo da sva razložili. Napihnjenost pa natečenost, zadrževanje vode ni isto. Tako, ja. Kaj pa zaprtost, ki je v bistvu pa napenjene? To pa lahko, je posledica oziroma tudi se upada z napihnjenostjo, ne? Tako, to pa se upada in tukaj bomo pa lahko fino reševali. Kakor smo rekli, voda je tukaj najbolj pomembna. Potem imamo recimo veliko vlaknin, ki jih dobimo s sadjem, zelenjavo, brokoli, juhce, vse take zadeve bodo odlično vplivale na to. Zdaj, ogromno ljudi se napihne, če pojejo preveč surove hrane. To je kar precej problem, zaradi tega, ker je njihov prebavni ogenj prešibek. In zdaj moramo nekaj vedeti. V zimskem času absolutno nič solat pa takih zadev. Tam je treba fermentirano, kuhano. Poleti lahko pa mečkano več, ampak imamo posameznike, ki imamo slab prebavni ogenj, in če imamo slab prebavni ogenj, to ne pomeni, da lahko živimo kot presnojedci, daleč od tega, ampak moramo čim bolj gledati, da je to nekako v mejah normalne. Tako da hrana, ki zmanjša napihnjenost, je tudi proso, avokado, tudi papaja, kurkuma, ingver, ki ga lahko uporabljamo ali v juhi, ali v sokovih, ali kjerkoli pa že. Tako da to so recimo te različne oblike hrane, ki bodo polne vlaknin in bodo odnesle. Potem so definitivno tukaj začimbe in pa zelišča, ki nam bodo zelo pomagala. Zdaj jaz nasploh priporočam, da si ljudje hrano začinimo ne v smislu pekoče, ampak v smislu uporabe začimb in zelišč, konkretno po indijsko. Ker ti imaš recimo, ne vem, lahko ti pokažem primer, meni je to bilo res smešno, ti mogoče v evropski kuhinji bodo malo takle naredili na konc, takle bojo malo naredili na konc, v Indiji je pa to usujejo, in dajmo to usuti, recimo, če imamo probleme, da smo napihnjeni po pici, lahko to odlično rešimo z origano. Jaz tudi grem kdaj na pico in rečem,
če se le spomnim, pa se ponavadi spomnim, če mi lahko dajo dodaten origano. In ta dodaten origano potrosiš gor. Na ta način se tudi zavaruješ, a veš, če hrana ni čisto najbolj sveža, karkoli, če daš veliko tega gor, ne boš imel. Potencialno se lahko izogneš kakšnim zastrupitvam ali karkoli. Pa jaz tudi precej potujem in ko potuješ, ne veš točno, kam greš in dodaten origano je zmeraj super. No, to pa si moramo zapomniti. Potem je kis kot tak, kis zelo, zelo pomaga, ali pa vsa grenka živila, ali so to grenčice, ali karkoli pač je. Kis je zmeraj perfekten. Kako ga pa imeti? Ma kar žlico lahko vzameš. Kar pijemo. Ja, kar žlico lahko tudi razrečiš. Deva še to. Ekološki jabolčni. No, Ekološki jabolčni. Ja. Meni je to tako samo. Vem, da ti je samo umevno, ampak marsikomu od nas ni, tako da sem raj prevedla. Potem pa zadeva, ki res odlično pomaga in je tudi meni pomagala. Mislim, jaz sem imela res celo življenje s tem velike težave, še zdaj, če ne jem ustrezno, jih imam in nikoli ne bom pozabila. Mislim, da sem prav naredila video, ne vem, če ga imate. V Egiptu sem jedla ogromno različne hrane, sem mogla veliko stvari različnih probati, da sem videla, kaj bom jedla naslednjih 14 dni in podobno. In sem se napihnila en balon, mislim, da sem noseča tam 5. mesec, varianta. No? Fino. Ja, kar fino, kar orenka. Tako da stvari, ki pomagajo, kot sem rekla, te juhce, kuhana hrana in pa izdelek, ki ga pa res moram pohvaliti. Jaz nisem lojalna nobeni blagovni znamki, ampak kvaliteti vsebin, surovin in tale stvar je res super. So pa v bistvu notri zelišča in pa vlaknina, torej psyllium husk, v pravi kombinaciji in formulaciji in to je super za jetra in za črevesje. Jetra so zelo povezana z našo limfo, tako da bo deloval tudi pri tem, da bomo malo natekali in pa začimbe, zelišča so noter taka ta prava in če tole vzamemo v 24 urah, zjutraj, ko se zbudimo, imamo dejansko že zelo, zelo manj. Jaz sem naredila v Egiptu ta test in se mislim, da se po slikah, da se vidi. Sem tudi že enkrat prej naredila, pa mi je enkrat ena napisala na družabnem omrežju, da sem trebuh not tišala in sem rekla, ne, zdaj bom pa jaz naredila prav posnetek, ker na posnetku pa ti, ko govoriš, pač to ne gre, da bo bolj realno. Drugače pa, če imamo možnost tudi biotik, kakšen biotik da vzamemo, recimo ta kombinacija, ali pa če imamo mikrobiom 30 doma, fermentacijski napitek, to bo vse perfektno delovalo. In se bomo znebili tega, ker ne samo, da je neprijeten občutek, tudi niti ne zgleda fajn in vsekakor je to odraz tega, da ni najbolj tako, kot bi mogli biti v našem črevesju. Okay. Zdaj me zanima pa glede na letni čas. Torej po zimi se prehranjujemo, si rekla, torej malo drugače kot poleti. Kaj pa torej glede teh osnovnih sestavin, to pa lahko čez celo leto? Torej vse ja, definitivno. To lahko čez celo leto, ampak gledamo predvsem, če imamo težave z napihnjenostjo, če imamo težave s tem, dajmo več hrane, ki je dejansko fermentirana, več hrane, ki je kuhana. Lahko tudi kakšne juhce, imaš tudi recepte te, ki se po 15 ur juhe kuhajo pa podobno. To je perfektno zaradi tega, da se uredi. Je pa samo masaža tudi del celega tega protokola. Masiramo pa zmeraj v smeri urinega kazalca, zaradi tega, ker če si predstavljamo naše črevesje, v bistvu tukaj po levi strani gre potem v anus, tako da na takšen način lahko ogromno naredimo. Pospešimo prebavo tudi, ne? Tako, pospešimo prebavo, pa ne samo, da pospešimo prebavo, v tem predelu imamo tudi veliko limfe, limfnih kanalov, limfnih križišč, ali kakorkoli bi jim rekli, in na takšen način spodbudimo tudi to. Tako da zelo, zelo preprosto. Za masažo trebuha, majevsko abdominalno, si recimo ženske urejajo tudi menstrualni cikel. Tako da je moč tega, da ženska da roke na svoj trebuh in v bistvu začne energijo usmerjati v ta del. No, superca. Jasmina, hvala seveda za vse te informacije. Še nekaj sem se spomnila, zdaj nam je šlo kar malo na smeh. Recimo pri napihnjenosti, oziroma predvsem pri napenjanju. Prdenju, okej. Ja, pri prdenju, torej pri izločanju plinov. Jaz se spomnim, da sem dostikrat, ko sem ta mala dva previjala, ne vem, pa se te pa daj zgodili, ampak ko sem ta malima nogice dajala proti trebuščku, ker so rekla, da takrat to zelo pomaga, sta zelo velik,
dala ven. izpustila tega plina, tako da mogoče to tudi ena izmed rešitev, takih malo bolj fizičnih za probat. Definitivno. Ležanje na trebuho in pa v Noge bistvu gor. skrčiš noge sem k sebi in bo to tudi pomagalo. Lahko to pomaga, pa jih malo pritisne. Pri dojenčkih je bilo to super, no? Res je Ja, delovalo. se spomnim tudi jaz, pa nikoli nismo imeli teh težav, ampak to je delovalo, kadar je bilo Ja, treba. ne? No, tako, evo, imate torej kar nekaj nasvetov, seveda za še več informacij, če ste pa kakšno zdaj spustili, pa je vedno stran klepetobkavi.si.